Za ekonomsko in politično suverenost sleherne države je nujno, da je vodenje države in izvajanje javnih storitev, ki so naše skupno dobro, usklajeno z delovanjem gospodarstva in z njegovimi sposobnostmi, kompetencami za rast in razvoj. Ko se gospodarstvo krči zaradi razmer doma in v tujini, v državno blagajno prihaja manj sredstev. In če se država na to odziva tako, da varčuje na način, da gre to na račun gospodarstva, da je sama manj učinkovita, bolj zbirokratizirana, celo administrativno arogantna, da povečuje davčna bremena, tega gospodarstvo preprosto ne zmore, ne da tega ne želi. Dvig DDV, selektiven, kakor je v predlogu sedanjega zakona o DDV, prizadeva dejavnosti, ki opravljajo osebne storitve, zadeva medije, tiskane medije, založništvo, zadeva cene komunalnih storitev, skratka, zadeva dejavnosti, ki jih opravlja pretežno število malih in mikropodjetij. Ta podjetja nimajo rezerv iz preteklosti in višjega davčnega bremena ne morejo pokrivati s cenami na trgu doma in tujini. Zato se morajo prilagajati, manj vlagati v lasten razvoj, krčila bojo svojo produkcijo, svoje storitve in prisiljena bodo zmanjševati tudi svoje zaposlene. Po naših ocenah v dejavnosti, ki opravljajo osebne storitve, tudi v medijih in založništvu, bo prizadetih najmanj 5000 delovnih mest. Poseben problem so tudi cene komunalnih storitev, pri katerih se dosedanje limitiranje teh cen sprošča, cene bodo zrasle in na to država nalaga še višji DDV na te storitve. To ne bo vplivalo samo na mala in mikropodjetja, ampak na vsa in vplivalo bo seveda tudi na to, da bo prispevek k višji inflaciji iz tega naslova bistveno večji, kot je bil doslej. Od države torej pričakujemo, da predlog tega zakona umakne in da ukrepa tam, kjer lahko, da okrepi izterjavo, da okrepi davčno upravo, kadrovsko, finančno in informacijsko, da bo kos nalogam težke izterjave v pogojih, kjer je objektivno veliko razlogov, da gospodarstvo davkoplačevati ne more, je pa veliko razlogov tudi drugačne narave in naj ukrepa tam, kjer lahko. Vsako delo šteje, naj bo tudi njihov princip, tako pri izterjavi, pri nadzoru in pri predlogih za nove zakone.